3, 4. Aha. Sam del dela, pizda. Folk, dober dan. Jaz imam tukaj dva lista A4, na katerem so napisani avtomobili, ki so sodelovali v letošnjem Prima testu prestižnih limuzin srednjega razreda. To je že tretji veliki primerjalni test, ki smo ga naredili, sodeluje pa kar 8 uredništev. Sem si zapisal, zato ga ponovadi vedno kakšnega pozabim. To se pravi Žurnal, Finance, Dnevnik, revija Autofocus, Automobilizem.com, Volan, Siol, pa Komotar Minuta. Zdaj, kateri avtomobili, če ste spremljali Komotar Minuto ali pa katerega koli od teh medijev, ki sem jih ravno kar naštel, verjetno že veste, ampak za vsak slučaj bom spet naštel. Alfa Romeo Giulia, Lexus IS, Jaguar XE, Audi A4, Mercedes-Benz C in pa BMW 3. Za tiste, ki pa sprašujete, kje pa Volvo S60, ta tudi zraven spada. Uvoznik se je pač odločil, da ga ne bo dal, ker je avto že malo star, pa se mi je verjetno zdelo, da se ne bi dobro odrezal. Tako da zdaj pa preden naštejem končen vrstni red oziroma razporeditev, ki so jo te avtomobili dosegli, pa če tega slučajno niste še najdel pri katerem od teh medijev, ki sem jih naštel, naj najprej povem še eno drugo stvar. Vsi tisti, ki se s testom strinjate ali pa ne strinjate, pa bi radi podali svoje mnenje, dobrodošli. Prosim, razpišite se, pohvalite, pokritizirajte, kakor vam je ljubo. Vnaprej pa opozarjam, da jaz v tem vlogu ne bom natančno razložil, kaj in kako smo merili, zato ker bi potem 3/4 ljudi nehali takoj gledati, ker tega je toliko veliko in če bi zdaj jaz to začel brati, razlagati, lej, to bi bilo vse skupaj nič. Jaz bom povedal skupno razvrstitev, pa v grobem prednosti in slabosti vseh avtov, ki so se tega testa udeležili. Kdor bi šel rad pa globok v detajle, kako smo testirali, kaj smo preizkušali, kje so bili kakšni avtomobili močnejši od drugih, pa prosim lepo, pejte recimo na siol.net/avtomoto, kjer sem jaz tudi par besed o teh avtomobilih napisal, pa si tam vse skupaj pogledajte. Ali pa preverite pri katerem od teh medijev, kako točno se je ta zadeva odvila. V tem trenutku, ko vi ta vlog gledate, vem, da je zadeva objavljena že na Žurnalu, valjda na Siolu, pa na automobilizem.com, verjetno tudi na Financah, pa tako naprej. Tako da outletov, kjer lahko pridete do teh informacij, teh je veliko. Ok, gremo od ozadij. 6. mesto Alfa Romeo Giulia. To še vedno ne pomeni, da ta avto pri meni osebno recimo ne rangira v top 2 oziroma 3. Ampak novinarski kriteriji so novinarski kriteriji in ti so strogi, predvsem pa neizprostni. Ok, gremo naprej. 5. mesto Jaguar XE. 4. mesto Audi A4. 3. mesto BMW 3. Zdaj pa drum rolls, ker se za prvo mesto potegujeta Lexus IS in Mercedes-Benz C. 2. mesto Lexus IS in 1. mesto Mercedes-Benz razreda C. In završalo je, plačani ste, kuverte, kakšni novinarji pa ste, niste sposobni in tako naprej. Some people don't know shit. Tako kot sem rekel, vzemite si čas, pejte pogledati na siol.net/avtomoto ali pa kamorkoli drugam, pa si pogledajte zakaj, predvsem pa kako. To se pravi, 1. mesto Mercedes-Benz C, za Siol sem takole napisal. Upravičen zmagovalec z 72,88% vseh osvojenih točk. Ja, kaj ga pa prinesel na 1. mesto? Tudi zato, ker se niti v eni od preizkušenih kategorij ni uvrstil na rep konkurence. Bil je odličen pri ekonomičnosti, prepričal je z vozno dinamiko, konec koncev je zašarmiral tudi z obliko pa s kakovostjo, pri asistenčnih sistemih je zaostal sam za Audijem A4, ampak valjda smo najdli pa tudi kar nekaj prostora za napredek. Pri slalomu recimo je bilo tako jasno, da podvozje testnega avta ne uspe čisto slediti odličnemu krmiljenju. Pa še ena malenkost, cena rednega servisiranja je bila med najvišjimi. C je pač dokazal, da nima niti ene take zelo vidne ali pa vsaj pogubne pomanjkljivosti. In če si na vsakem področju precej dober, ja, pa si na koncu lahko prvi. Kako pa to, da se je Lexus IS uvrstil na 2. mesto? To pa je malo presenečenja, ne? Za začetek je pa recimo prepričal s hibridnim pogonskim sklopom, ki je dokazal, da zna parirati tudi dizlom. Pa ne samo to, ki je prišlo do dinamičnega preizkusa voznih lastnosti, je bilo zelo hitro jasno, da smo praktično vsi iz tega avta stopali tako, nasmejani. Pa vidite, koga je imel Lexus za benchmark, ne? BMW, zato ker so občutki precej podobni, vsaka čast. Drugače pa IS prepričal tudi z udobjem, pa tudi na splošnost, kot celostno dosti dobrim paketom. Pa veš, kje se je še dobro odrezal pri cenovnem pozicioniranju, čist brez jebancije. Hvala smo pa tudi pri Lexusu najdel kupenih stvari, ki jih lahko še zboljša. A veš, pri prostoru za napredek sem recimo napisal vmesnik pa upravljanje vmesnika, tukaj je Lexus zelo shady, da v grafiki ne govorim. Asistenčni sistemi pa premalo fleksibilnosti pri paketih opreme. Ampak kakorkoli 2. mesto za IS-a pismo, jaz mislim, da prav veliko ljudi pa tega res ni pričakovalo. 3. mesto BMW 3. Trojka je pa klasičen primer tega, da starost, če je avto
avto dobro zasnovan ne pomeni praktično nič. Spomnite se recimo prejšnjih primerjalcev, ne? Na prvem med malimi križanci je zmagala Škoda Yeti, ki je stara že praktično 8 let. Pri velikem testu Caravano je zmagal pa Seat Leon, ki ima tudi že kakšen let na grbi, predvsem pa ni tehnološko najbolj napreden. Bil pa vedno tam nekje vmes, tako da nikoli na repu, nikoli pri vrhu, ampak na koncu dosti za zmago. Ajde, BMW do zmage ni prilezel, ampak treba je poudariti še eno stvar. Ne samo, da je bila razlika med prvimi tremi zelo majhna, pravzaprav si drugo ali pa tretje mesto, kakor češ pogledati, delita Lexus pa BMW z isto osvojenim odstotkom točk. Drugače pa BMW je malo nepričakovano pripadel naslov najbolj uporabenega med preizkušenimi. Tukaj govorimo o zelo prostorni, lepo dostopni, pa zelo udobni drugi vrsti. Pa zelo uporaben prtljažnik ima, ki se da veliko stvari prilagajati noter, pa ne samo to, avto je nasplošno udoben. Ergonomija je top. Valjda se je zgodilo tudi to, kar smo pričakovali, to se pravi, da BMW ni razočaral pri vozni dinamiki. Ful smo pohvalili tudi pogonski sklop, predvsem sodelovanje motorja pa menjalnika, ampak prostor za napredek smo pa videli pri porabi. V bistvu BMW največ pokuril. Boljše bi moral biti pa tudi pri asistenčnih sistemih. Četrto mesto Audi A4. Zdaj tukaj je treba poudariti, Audi je od vseh teh avtov, ki smo jih testirali, najmlajši in to se v kabini v sodelovanju s tem, da Audi te stvari pač obvlada, tudi pozna. Kakovost izkušnje v Audijevi kabini, materiali, ergonomija, splošen feeling, udobje, lej. To je bilo vse pri vrhu. Pa veliko nadrejenost na tekmici je pokazal tudi na področju varnosti pri asistenčnih sistemih. Definitivno je pa razočaral pri vozni dinamiki, zato je pa kar par razlogov. Prvo je mogoče že to, da so bili vsi drugi tekmici na zadnji pogon oziroma BMW je bil opremljen kar štirikolesnik. Ta drugi razlog je pa to, da nam je dal Audi avto na zimskih gumah. Come on! Tišina. Tako da tukaj je ziher zgubil kakšno piko, ampak verjamem, da tudi če bi imel letne pneumatike, da ga to ne bi uvrstilo s četrtega na recimo prvo mesto. Kar se pa prostora za napredek tiče, v tej družbi, kjer je športna vozna dinamika pomembna, se je spreden pogon pokazal za pomanjkljivost, predvsem je pa premalo pokazal pri ceni pa pri vzdrževanju. Avto je drag! Jeste še z mano, a ste že zaspali? Peti je bil Jaguar XE. Meni se je to zdela taka dosti pričakovana uvrstitev. Avto je v času celotnega testiranja vedno deloval po načelu hladno, toplo. Ena stvari recimo ful obvlada, druge pa, veš, ne toliko. Eno njegovih najboljših lastnosti se je izkazala kar vozna dinamika, ker ne samo med količki, tudi med vožnjo po navadni cesti je ta avto zelo suveren. Feeling imaš, da je res solid, ne glede na to, koga preganjaš. Dodatne pike si je pa valjda nabral tudi kot cenovno najbolj privlačna alternativa. Pa ne samo to, še varčen zna biti. Po lestvici navzdol je šel pa predvsem zaradi slabših rezultatov pri uporabnosti, udobje je bilo tudi zelo vprašljivo, predvsem dostop na zadnje klopi, stari. Dosti pomislekov je pokasiral tudi pri kakovosti pa sestavljenosti kabine. Ali to ali pa Angleži prestiž pojmujejo čist drugače kot mi. Prostor za napredek, udobje zadaj ni na ravni tekmeca, uporabnost prtljažnika podoben. Pa uglajenost celega kokpita oziroma cele izkušnje, ki si jo ti kot voznik ali pa potnik deležen, pač zaostaja za najboljšimi. Zadnjo šesto mesto, Alfa Romeo Giulia. Oh ti Giulia. Zdaj ta prva stvar, ki smo jo mi pri Alfi ugotovili, je to, da se je takoj zavihtela na prvo mesto, ko smo ocenjevali zabavo v zavojih. Stari lega, krmiljanje, lej, top. Pač noben ni prišel zraven. A veš, kad Giulio peleš, imaš feeling, da so vsi ostali avti glihene 200 kg težji. Valjda malo odstopa tudi po estetski plati, navdušuje pa tudi njen motor, ne samo zmogljivostjo, tudi z varčnostjo. Pa ta Alfin dizel je tudi tak, razmeroma temperamenten. Jaz bi noter sicer veliko rajši bil bencinarja, ampak če že mora biti dizel, lej, je bil kar v redu. Pa imaš pa drugo plat zgodbe, ki pa ni več tako svetla, vesela, pa zabavna. Alfin inženirji recimo največ dela čaka na področju aktivne varnosti, na področju asistenčnih sistemov. Pa tudi na področju uporabnosti je bila 57,69% zbranih točk lagodno zadnja. Pred zadnji je bil recimo Jaguar, ki jih je zbral 63%, prvi pa BMW s kar 94%. To so pa že kar velike razlike. Tako da pri Alfi smo največ prostora za napredek videli pri asistenčnih sistemih, pri kakovosti izdelave, pri udobju druge vrste, predvsem ima pa ceno razmeroma visoko, podobno pa velja tudi za stroške servisov. In evo, folk, to je bila taka zelo površna obrazložitev rezultatov, ponavljam pa, če si hočete vse skupaj bolj detaljno pogledati, pejte na Siola Automoto, pejte na žurnal automobilizem.com, finance, tišina, ali pa volan, ali pa dnevnik, ali pa autofokus. A sem še koga pozabil? To je to. Valjda vas pa vse skupaj vabim, dajte se razpisati, povejte vaše mnenje, za katero avto se zavzemate vi. Za konc pa, če še niste zaspali, serviram par zakulisnih posnetkov, da vidite, kako te stvari izgledajo, ko se meri, ko se testira in tako naprej. Takole recimo izgledali, ko smo se zbrali v BTC-ju na strehi City Parka in smo avto na kup spravili, pofotografirali, zmerili kufre, pa še kup drugih stvari. V tem trenutku Gašper iz avtomobilizma vse skupaj fotografira, tukaj sta pa Anže pa Iztok iz volana in tudi ona se menta, kako boste vse skupaj posnela pa pripravljala, zato da bo na televiziji dobro izgleda. Takole pa pol vse skupaj izgleda, ko se testira na polno. V vsakem avtu ena ekipa preverja delovanje 1000 stvari, od infotainmenta do prostornosti. Tukaj gre pa počasi sem, pa bo ziher kaj povedal. Zdaj smo pa prišli v Unika, bomo energijo sežigali pri tem testu. Ja, na testen krog gremo. Ja, porabo pomeriti, pa da vidimo, ne, kaj zdaj, kako se... Kjer je najbolj žen? No, pa smo šli pa seveda tudi na Vransko, kjer smo preizkusili
Mercedes AMR razmetal, kjer smo preizkusili vozne zmogljivosti vseh neposrednih tekmecev in tukaj smo ugotovili tudi kup enih zanimivih stvari. A veš, neposrednost volana, odzivnost podvozja in vse stvari, ki vplivajo na vozno dinamiko med pretežno športno vožnjo. Pa moj tihi favorit za vozno dinamiko Lexus, sicer mi gre na jetra tale ki daje fake zvok od sebe, ampak podvozje, taj poštimam pa ful. Zdaj pa da vidimo, če bo Mercedes spet razmetal. Ja. Spet. Mogoče je malo nervozen, ko ga začneš preganjati. Ali to, ali je pa Andrej Leban, avto res spravil do totalne meje, ker on slalom vozi tudi tam, ker ni količkov. No, zdaj pa na vrsti zaletavanje v Turana. V bistvu bomo preizkušali sistem samodejnega zaviranja, najprej pri 30, pol pri 50. No, pol smo se pa z Vranskega, čeprav s težkim srcem, ki tam ponovadi vedno uživamo, preselili nekam, kjer je še bistveno lepš. A ugajnaš kam? A veš, na Vranskem smo sprobali dinamične lastnosti avtomobilov. Pa smo pa samo še obnovili znanje, ki smo ga v teh avtih že imeli tudi na navadni cesti. Za naš park Ferme smo si pa zbrali ljubno ob Savinji, avte smo parkirali tukaj pred Planinko, to je hotel, pa boj, da se da dobiti tudi kaj dobrega za pojesti. Veš, kaj je Aleš največkrat naredil? Aleš je največkrat to naredil, da je stožec oplazil z milimetrsko natančnostjo. Tako natančen mim pele, da stožec naredi sam ting, 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 ting. Zdaj se pa začelo zbiranje vseh podatkov, ki smo jih v času testiranja nabrali. Kup papirja, kup ocenjevanj, kup enih stvari, ki bolj pripomorejo k temu, da je rezultat tak, kot mora biti, da stojimo za tem, kar naredimo.